brez športnikov ni športa in zaradi tega je odnos s športniki najpomembnejši, kar se tiče kogarkoli, ki dela v športu. 28. člen zakona o športu definira, da lahko samo nekdo, ki ima fakulteto za šport, dela z mladimi. To omejuje konkurenčnost slovenskega športa. Namreč nekdo, ki ima diplomo, pa ne zna drsati, težko postane hokejski trener. Kako pa je s tem novim sklepom, torej, da se 90 trenerjev lahko zaposli? Ta sklep je že v veljavi. Ministrstvo za finance ga je podpisalo pred 2-3 dnevi. Minister za šport, dr. Turk, ga je podpisal včeraj, generalni sklep, danes že potujejo na naslove izbranih teh 90 sklepi da so bili uspešni, na to bojo še tistim, ki so bili zavrnjeni, potovali sklepi in temu sledi pogodba in izplačila. Prav zdaj jih je 26 praktično manj, kot je bilo poprej, trenerjev zaposlenih. S tem, da morate vedeti, da se znotraj teh skrivalo uradniki po zvezah. Noter je bilo kar nekaj trenerjev državnih članskih reprezentanc. In zanimivo v odzivih... Na primer, kdo mogoče? Ne bom povedal, ker delam za šport, ne pa proti športu.